Sonce je bilo za človeštvo prvi vir energije in z malo dela je lahko tudi zadnje. Če pomislite, večina energije, ki jo uporabljamo, izvira iz sonca. Fosilna goriva, ki so ostanki milijone let mrtvih rastlin in živali, ti so dobili energijo od sonca. Hidroelektrarne? Sonce izpari vodo, ki nato dežuje in priteče po strugah in poganja turbine. Vetrne elektrarne? Kot ste že ugotovili, vse vreme na našem svetu ustvari sonce. Na koncu imamo še direktno sončno energijo. Zemlja jo sprejme ogromno, 173.000 teravatov. Če upoštevamo obsevanje, prekrivanje oblakov in dele zemlje, ki ga lahko uporabljamo, pa lahko koristimo od 0,5 do 13% te energije. Ko pomislimo na sončno energijo, v glavnem pomislimo na fotonapetostne celice. To so tisti veliki paneli, ki jih montiramo na strehe, da generiramo električno energijo. Torej, kako sončne celice pretvorijo sončno energijo v električno? Koristijo fotoelektrični pojav. Odkril ga je Edmund Becquerel leta 1839. V glavnem so sončne celice narejene iz sicilija, polprevodnika, ki je drugi najpogostejši element na Zemlji. Celica je iz spodnje in zgornje strani obdana s prevodnikoma, na sredi pa je jedro. Vsak atom sicilija je povezan s sosednjimi s 4 močnimi vezmi, ki držijo elektrone na mestu, tako da tok ne more steči. Ključ je v temu, da se jedro deli na dva dela. Zgornji je dopiran s fosforjem, tako vsebuje preveč elektronov in mu pravimo N-plast. Spodnji pa z borom, ta pa ima premalo elektronov in mu pravimo P-plast. Kjer se plasti srečata, nastane P-N spoj, preko katerega lahko elektroni prosto prehajajo. Tako na eni strani nastane pozitiven naboj, na drugi pa negativen. Na svetlobo lahko gledamo kot gibanje majhnih delcev, imenovanih fotonov. Ko en delec prileti v celico z dovolj energije, lahko izbije elektron iz vezi in pusti luknjo. Prost elektron in njegova luknja se lahko prosto premikata po snovi, a zaradi električnega polja na P-N spoju se premikata v samo eno smer. Elektron se premika proti N strani, medtem pa se luknja premika proti P strani. Te elektrone poberejo tanki prsti na vrhu celice. Od tam tečejo preko zunanjega vezja in s tem opravljajo električno delo, kot recimo napajanje žarnice, preden se vrnejo preko prevodne plasti aluminija na zadnji strani. Vsaka celica ima izhodno moč le pol volta, a jih lahko vežemo skupaj v module, da dobimo več moči. Ducat celic je dovolj, da polnijo mobilni telefon, medtem ko rabimo več modulov, da napajamo stanovanjski objekt. Elektroni so edini premikajoči se delci v solarni celici in se vsi vrnejo nazaj, od kjer so prišli, tako da se nič ne obrabi in zato imajo lahko solarni paneli življenjsko dobo več desetletij. Kaj nas torej ustavlja, da bi bili popolnoma odvisni od sončne energije? Pustimo politične dejavnike ter dejavnike velikih korporacij, ter se osredotočimo na fizične ter logistične izzive. Najbolj očiten je ta, da sončna energija ni enako porazdeljena preko sveta. Nekateri predeli so bolj sončni kot drugi. Konsistentnost je drugi razlog. Sončne energije je manj ali nič, če je oblačno ali je noč. Torej popolno zanašanje bi potrebovalo učinkovit prenos energije od sončnih do oblačnih predelov in učinkovito shranjevanje energije. Izkoristek same celice je tudi sam po sebi izziv. Če se sončna svetloba odbije, namesto da bi se absorbirala, ali se izbit elektron vrne nazaj v luknjo, preden gre skozi vezje, se energija tistega fotona izgubi. Najnaprednejša sončna celica, kar smo jih naredili, še vedno pretvori samo 46% razpoložljive sončne svetlobe v električno energijo. Večina solarnih panelov, ki so naprodaj, pa imajo izkoristek okrog 20%. Kako hitro se dogaja solarna revolucija? Precej hitro. Rast prilagajanja na sončno energijo se zviša za 40% vsako leto od leta 2000. Za predstavo, lani smo generirali okoli 120% več elektrike iz sonca kot v letu 2004.
Čeprav se to sliši veliko, je še vedno samo nekaj več kot 1% globalne produkcije, a stopnja rasti je spodbujajoča. Pravzaprav, študija Mednarodne agencije za energijo iz leta 2014 je napovedala, da bi sončna energija lahko zagotavljala 27% globalne proizvodnje energije do leta 2050. Tudi cene zaradi tehnološke revolucije drastično padajo. V 70. letih je bila cena modula navad $96 napram današnjim 36 centom navad. Ko smo že pri cenah, poglejmo zanimive zgodbe širom sveta. V Čilu so solarni paneli generirali več energije, kot so jo lahko porabili, kar je povzročilo, da je šla cena elektrike na nič. Čeprav je bilo to dobro za prebivalstvo, investitorji so izgubili denar. Vzrok je bil preveliko število generatorjev na majhnem območju, brez sredstev za distribucijo na drugo omrežje. Podobno se je zgodilo v Nemčiji. Tam pa je šla cena v minus zaradi prevelikega razmerja energije iz sončnih celic napram tradicionalnih virov. Bloomberg je izdal poročilo, v katerem navaja, da bo cena energije iz sončnih celic kmalu lahko konkurirala ceni energije iz premoga. In še zadnje zanimivo dejstvo glede cen. Od leta 2012 so solarni paneli dobili Mooreovo enačbo zakona, imenovano Swansov zakon. Ta pravi, da se bo cena sončne celice prepolovila vsakih 10 let, medtem ko se globalna distribucija povečuje. Ok, to je vse super, a zabava se konča za sončne celice takoj, ko se pojavijo oblaki. No, to ni popolnoma res, vsaj po pričevanju tega človeka. Well, on this question of our energy bills, which is a huge political topic here now, have we got it wrong in terms of where we're sourcing our energy? Mark my words, solar will be the single largest producer of energy in the UK long term. And you may say, well, isn't it rather maybe cloudy around here? I was going to say, have you ever been outside? Yes, and even though it's cloudy, you still get probably 80 to 90% of the energy coming through the clouds. It's just that you don't have that bright point source of a sun. And a way to appreciate this perhaps is to look at the fact that plants are essentially a solar-powered chemical reaction. And the UK is a very green country. To pa ni še vse. Znanstveniki so naredili celico, ki lahko proizvaja energijo tako iz sonca, kot tudi iz dežja. Tako smo korak bližje celoletnemu oskrbovanju iz solarnih panelov. Ko smo že pri inovacijah, poglejmo si še nekaj zadnjih novosti na področju solarnih celic. V Tehnološkem inštitutu Univerze v Cambridgeu, znan kot MIT, so razvili 3D solarne panele, ki zagotavljajo stabilnejšo generacijo moči za različne naklone sonca. Tako dobijo od 2 do 20 večjo izhodno moč napram ravnim panelom. V MIT so razvili tudi solarni panel, ki je tako tanek kot mini mehurček. Naslednja inovacija je zanimiva zato, ker je startup podjetje dobilo boljši način proizvajanja energije. Sicer zaenkrat dobivajo še majhen kapital, vendar lahko resno premaknejo stopnjo sončne energije naprej, če uspejo. Perovskite has absorption coefficient that is much higher than the silicon cell. It can absorb all the incoming sunlight in a layer that is thinner than a human hair. The cells are super light, flexible, don't crack like the traditional ones, and can work in artificial light. As they can be easily manufactured from readily accessible materials, production is surprisingly cheap. The printing method chosen by Olga Malinkiewicz is stable and reproducible. This offers the possibility of scaling the manufacturing process. The foil will prolong the life of batteries used in popular electronic devices. A mobile, tablet or laptop will charge even when exposed to artificial sources of light. Traditional solar cells will be replaced with technologically advanced foils tightly attached to the roof. They may come in a wide range of colors to match the building's design, providing the household with electric power. Kdo ne bi poznal podjetja Tesla? Zasloveli so z masovno proizvodnjo električnih in avtonomnih avtomobilov, a zdaj ciljajo tudi na naše domove. Iznajdli so alternativno kritino,
ki izgleda kot navadna, a vsebuje solarne panele in povrh vsega je izredno trpežna. Again, you can see that the transparency changes quite a bit. So as from the sun's vantage point, which tends to be high angle, you can see the solar cells, but as you change the angle to a shallow angle, it reverts to a sort of a orangey color. As a demonstration video, show you what happens if you drop a big weight on a conventional roof tile and one of our glass tiles. Vse to je super, a malo moram povedati še, kaj so slabosti solarne energije. Kot prvo, vsak dan posebej, od trenutka do trenutka, potrebe po energiji variirajo. Proizvodnje energije iz solarnih panelov pa ni mogoče prilagajati tem potrebam. Največja potreba se ustvari ponoči, ki je pa ravno nasproten čas največji proizvedbi solarne energije, ki je sredi dneva. Tesla ima tudi to območje pokrito z baterijskim sistemom, ki hrani energijo in jo kasneje sprosti. Največji problem pa je ta, da starejša električna omrežja, kot recimo v Združenih državah Amerike in nekaterih ostalih državah, bi potrebovali veliko denarnih naložb v razvoj infrastrukture, da bi bile kompatibilne z obsežnostjo solarne energije. Kakšni so torej sklepi? Čeprav obstajajo nekateri hakerci glede solarne energije, obstaja veliko število ljudi, ki je prisluhnilo težavam in z globalno rastjo 40% vsako leto je napredek očiten. Prav tako so spodbujajoči cilji držav oziroma mest glede njihove prihodnosti. Nemčija želi dobiti 30% svoje energije iz sončnih elektrarn do leta 2020. Kitajska želi dobiti 20% svoje energije iz sončnih elektrarn do leta 2030. Mesto Sydney pa želi biti 100% napajan iz sončne energije do leta 2030. Da ne omenjamo Dubaj, ki želi izgraditi največji in najcenejši sončni stolp na svetu. Torej, ti napredki se dogajajo širom sveta in vse bolj pogosto, kar pomeni, da proizvajanje energije iz sonca ni le trend, ampak postaja nov način življenja. Mislim, da je, kar nas očara glede solarne energije to, da dobimo uporabno električno energijo iz sonca zastonj.